Sem Luka Čukajne, študent 3. letnika Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Nas sprašujete, kje bi mogel biti. V glavnem, že 2 let pa sodelujem s podjetjem MAPRI ProAsfalt, kjer sem bil na praksi. Zdaj tukaj le mogoče malo šokantno, ali pa niti ne. Na tem kolokviju in podobnih zadevah se večinoma govori samo o novih tehnologijah, materialih, pa tako naprej, kupite ta bitumen, kupite tisto, gor pa dol. Ampak mogoče pa pozabljamo na bistvo, ker še tako kvaliteten material in sodobna tehnologija nam nič ne pomaga, če nimamo kadra, ki bi znal s tem delati. In tukaj v našem prispevku mi kot izvajalci se srečujemo s problemom kadra in bi rad pogledali širše izven okvirov našega podjetja, ker sem prepričan, da se tudi ostali izvajalci srečujete s temi težavami, kje dobiti usposobljen kader. Tako da na začetku ja bi se zahvalil lastniku podjetja MAPRI ProAsfalt, gospodu Primožu Petriču, ki me je povabil k sodelovanju in se zavedam, da sodelovanje na tako imenitem dogodku je privilegij, ki ni dan vsakemu študentu. Zdaj, če lahko delim osebno izkušnjo, kdaj sem prvič naletel na podjetje MAPRI, v sklopu predavanj na temo praktičnega usposabljanja je prišel direktor Marko Božič in pri tej predstavitvi govoril o vzpostavitvi stika z delodajalci. Mi je bilo všeč to, ker je dal poudarek človeškemu faktorju, oseben odnos do zaposlenih. In tega se mi zdi, da danes v podjetjih manjka. Vsi gledajo samo na dobiček in ostalo, na človeka se pa ne ozira kaj dosti. In to me je napeljalo do tega, da sem napisal prošnjo, so me sprejeli na prakso in zdaj sodelujemo. Tako da dovolite, da na glas malo razmišljam pred vami o tej problematiki. V vabilu na kolokviji lahko preberemo, če ste ga prebrali, da se bliža obdobje debelih krav. To se super sliši in tudi v vabilu je izražena bojazen, a smo na to sploh pripravljeni. Kadrovsko smo podhranjeni, to je dejstvo. Tukaj je problem v sistemu, ki je spregledal izobraževanje največjega porabnika javnih financ. Gospod Petrič ve, da od letos ne dobi asfalterjev, pa to. Vesel je, če ima saj slaščičarsko izobrazbo, da dela s finišerjem, da ima saj nekaj. In tukaj z inženirji še ni takih težav, kot slišam, ampak tukaj samo trend vpisa na prvo stopnjo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo. Sem prepričan, da je na ostalih fakultetah podobno. In dolgoročno moramo razmišljati in ta trend kam nas pelje. Gradbeništvo vemo, da je predvsem nacionalna gospodarska panoga. Mi ne moramo tukaj uvažati strokovnjakov pa tako naprej, moramo izobraziti svoje ljudi. In kakšni so razlogi, da vpis pada, da ni zanimanja za gradbeništvo? Vsi vemo, da je podoba gradbeništva danes v javnosti precej slaba, ne? In to so pa seveda, najlažje kriviti medije in politiko, ampak precej je tudi na tem. Mediji ustvarjajo to slabo podobo in potem študenti, potencialni študenti, ki poslušajo samo tiste opeharjene delavce pa tako naprej, 5-krat razmislijo, preden se vpišejo na FGG. To vpliva tudi na starše, ki so ključni pri odločitvah svojih otrok. In zato smo pa tukaj zdaj. Ampak je stanje res tako slabo? Vemo, da za medije velja slaba novica je dobra novica. A smo sposobni predstaviti kakšno pozitivno zgodbo, za katere sem prepričan, da se tukaj najdete primeri, ki ste pripravljeni predstaviti zadeve, ali bomo samo gledali, kje se bo dal koga natakniti na kol. Tako da tukaj, komu je zdaj to v interesu, da ustvarja ta slab imidž gradbeništva. Potem politika ima sigurno pomembno vlogo. Sem prepričan, da je politika lahko najvišja oblika služenja ljudem, če je prav postavljena. Ampak zdaj pa, da se zaradi določenih posameznikov potopi celotna panoga, pa se pa sprejme še zakon o javnem naročanju, pa to je daleč od tega služenja ljudem. Tako da tukaj predstavnikov politike pa medijev mislim, da ni kaj dosti. Tako kot župnika v cerkvi, ki pride v splavu, pa so same stare mame. Vlak je že odpeljal za njih, je prepozen. Tako da apeliram na vse prisotne, da po svojih močeh spodbujate
delate dobro reklamo za gradbeništvo, zato da bomo čez par let lahko Slovenci delali v Sloveniji. Zdaj bi pa k besedi povabil gospoda ravnatelja Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole v Ljubljani, da nam predstavi še njegov pogled na to problematiko. Hvala lepa. Ja, dober dan, lep pozdrav vsem. Zopet zahvala gospodu Primožu, ki me je povabil na ta zbor. Hvala za lep uvodnik Luki, ki mi je vzel kar nekaj idej. In seveda, vse tehnologije so lahko uporabljene in seveda dobro uporabljene samo takrat, kadar imate dobre kadre. In šola je eden od segmentov, v bistvu, od koder ne bi kadri prihajali. In v zadnjem letu moramo reči, da pravzaprav že iz stroke, iz vaše stroke, iz vaših podjetij prihajajo vprašanja na šole, ali imate enega, drugega, tretjega človeka za to, da bi ga zaposlili takoj. To se dogaja od leta 2015 in se bo nadaljevalo verjetno v 2018 in tako naprej in to je fajn. Ampak, če še jaz povem nekaj statistike, kaj se je zgodilo od leta 2008 do danes, v bistvu je recimo to vpis gradbenih tehnikov kumulativno za celo Slovenijo. V Sloveniji je 5 gradbenih šol, od tega 3 v tem trenutku, ki so sicer v sklopu centrov, tako rekoč dihajo na škrge, še vedno. Živimo tako, Maribor in Ljubljana. Jaz seveda prihajam z ljubljanske srednje gradbene šole, si upam trditi, da je kdo od vas tudi bivši dijak te šole in zelo dobro ve, kakšen status je ta šola nekoč imela. Torej, padec vpisa, oziroma to je kumulativni vpis, kar pomeni od 1. do 4. letnika, padel je na 2017, torej za leto 2017 na 40%. Potem, če pogledamo naprej vpis v srednje poklicne programe, kjer seveda ni programov, to je eno od poant tudi, kjer nimamo nobenega programa, ki bi pokrival tako imenovano nizko gradnjo, oziroma asfalterstvo in vse to, kar pa še zraven, razne recimo strojnika, gradbene mehanizacije, imamo takole, zopet padec skozi ta leta, nekje za 30% je padlo to na poklicni smeri, ta rumena črta, ki je malo bolj odebeljena, je pravzaprav strojniška, kjer to so seveda fantje, ki se nekako potem pojavijo v vaših podjetjih, verjetno zidarji, tesarji, pečarji, razen slučajno vaša podjetja ne zahajajo. Kot rečeno, smeri za nizko gradnjo zaenkrat ni. In z vašo pomočjo jo mogoče lahko celo naredimo. To pa je zdaj podatek za srednjo gradbeno šolo, torej za našo šolo, srednjo gradbeno geodetsko in okoljevarstveno šolo, ki kaže dosti podoben trend, ampak vidimo od leta 2015 nekako začenjamo rint navzgor. Jaz lahko rečem tudi malo eksistenčno. Prav ta šola, srednja gradbena, bivša GTŠ, nekjer izhajamo, leta 2015 je bila v planu stvari Ministrstva za šolstvo, da jo ukine. Dobesedno, ne pretiravam, nisem tendenciozen. Zelo smo se borili in nismo imeli opore niti v gospodarski zbornici, niti v sekciji za gradbeništvo, nismo imeli nikjer opore, pravzaprav, ker bi nam gospodarstvo reklo, rabimo ljudi, čez 5 let bo vse ok. Ne, jaz sem se sam boril tam z gospod Barletovo, z ministrico, ki je prišla podobno na položaj kot jaz in tako naprej, da smo danes obstali in dokazujemo te krivulje, pravzaprav danes dokazujejo, da smo imeli prav. Mogoče še tale graf. Tale graf prikazuje vpis tujcev. Zopet tisti, ki smo mojega letnika, Borut, pa še kdo, verjetno se bomo spomnili, da se je pred leti so velika podjetja, SCT, predvsem bom omenil, kateri sem bil tudi sam štipendist nekoč, tako rekoč uvažala osnovnošolce iz takratnih jugoslovanskih republik in jih vozila k nam v poklicne programe in ti delavci so verjetno še danes ali so tam pred penzijo ali pa so bili v določeni dobi zelo uspešni in zelo kvalitetni delavci. Mogoče kot izziv, bom kasneje tudi v eni od alinej povedal, je to, da začnemo iskati dobre kadre sistemsko tudi v državah bivše Jugoslavije. Si upam malo trditi, da v Sloveniji tega potenciala ni zadosti, zato ker so generacije krepko nižje. Še ena stvar se je zgodila tukaj, grem nazaj, nisem se zmotil po grafu.
Tista luknja vmes, ki se je zgodila 2010, 2009, 10, 11, 12, ne samo, da se je zmanjšal vpis. Ti kadri, ki so takrat diplomirali, tako na fakultetah kot na srednji šoli, teh kadrov danes ni več na voljo. Pač pri kadri je tako, da ko pride kriza, jih pač ne daš v vetrino, pa v garažo, pa počakaš, da pridejo boljši časi, jih vzameš nazaj ven. To so kadri, ki so se prezaposlili kamorkoli drugam. Jih praktično verjetno sploh ni mogoče, če rečem zdaj z besedo, restaurirati. Tako da je treba počakati verjetno na nove rodove, ki pa jih seveda na šolah izobražujemo, kolikor se da pridno. Mogoče nekaj izhodišč za konec, probal bom spustiti tisto, kar je povedal že Luka. Tisto, kar res potrebujemo dobre zgodbe z gradbeništva. Namreč, ko mi opisujemo, vsak reče, ja, gradbeništvo je to, ono, drugo, ni službe, pa še grde stvari se tam delajo. Torej, dejte ven od vseh teh inštitutov, dejte ven dobre zgodbe. Tehnologije se spreminjajo, tehnologije so moderne in tako naprej, ni to samo umazane hlače, lopata in tako naprej in žulj, ampak je zelo bilo videti, tehnologije so visoke, tako kot posod v tehniki in to je treba predstaviti. Plače, ok, s plačami vemo, to je v krogu, to je eden od faktorjev, ki vpliva. Mogoče štipendiranje dijakov. Nekoč je bil zelo razvit sistem štipendiranja dijakov, SCT, Gradis, vse te firme, pa ne bi rad zdaj obnavljal nečesa, ampak to so imele cele oddelke, pravzaprav, ki so se samo s tem ukvarjali. Za primer, strojniška branža, če tako rečem, danes aktivno dela na tem. Aktivno. Lani je nastala srednja strojna šola v Kočevju, zato ker imajo vsi dijaki štipendije od tiste tovarne, ki je zdaj začela dol proizvodno. In to zelo potegne. Mi imamo sicer neke štipendije za deficitarne poklice, 100 evrov, tisto, kar država neki da, pa je kamnovsek, pa zidar, pa tesar, ampak to se ljudje bojijo vzeti, ker je to socialni korektiv in tako naprej. Torej, tudi to bi bila ena dobra zadeva. Vajeništvo. Dajte potisniti na, če potrebujete delavce, dobro, dajte pritisniti na obrtne zbornice, na gospodarsko zbornico, da se v vse programe, gradbeniške programe uvede tudi vajeništvo. Vajeništvo je v tem trenutku v izobraževanju zelo velika tema. V tem trenutku jo ga imamo samo na kamnoseku. Kamnosek je zelo specifična branža, pač v gradbeništvu znotraj gradbeništva, ampak je zelo specifična. Jaz se borim na ministrstvu, da bi dobil vajeništvo v vse svoje programe, ki jih imam na šoli. Tesar, zidar, kamnosega itak že imam, upravljalec, pečar. Naenkrat. In to bi bilo verjetno v redu, rabijo pa signal iz gospodarstva, rabimo vajenci. In jaz, ko se pogovarjam s kakšnim od vas, reče, takoj ga vzamem. Vzeli bi jih iz Kranja, so mi rekli, bi jih vzeli, ampak ni pa zaznano to tam, kjer bi moralo biti. Kdaj bodo kadri z zamikom? Tako kot smo mi začeli z zamikom upisovati manj, 2008 je šlo nekako erozija, mi smo začeli 2011 dejansko in fakulteto upisovati navzdol, tako bomo nekje zdaj, če začenjate zaznavati, da gre plus, bo začela rast nekje 2018, 2019, trendi so že. Za fakulteto želim uvesti tako imenovano tehniško gimnazijo. Tukaj iščem podporo, namreč fakulteta, ki se tudi spopada z manjšim vpisom, je zainteresirana za to, da mi že na srednješolskem nivoju dijake oziroma otroke, učence potegnemo v tehniško gimnazijo, ki bi izobraževala v smeri arhitekture in gradbeništva. Ker praviloma se zgodi takole, fakulteta pride na osnovno šolo, reče, gradbenika, potem Janko pokaže fajn šentviški tunel in tako naprej, kako so ga gradili, to bo pa jaz delal, ampak potem gre na gimnazijo, pa vpraša, kam pa moraš iti, ja pa vsem boš, če greš na gimnazijo, ne na gradbeno, ker gradbena fakulteta ima težko matematiko in fiziko in potem gre ta mulc, bom rekel tako seveda ljubkovalno, res na gimnazijo, ampak pa gre pa na pravo. Tako zadeva zgleda, ali pa na FDV, ali pa kamorkoli, nič ne robe s pravom, pa s FDV-jem, imam hčerko na FDV-ju, ampak problem je v tem, da ga je tehnika zgubila. Takrat je bil pa navdušen, ko je Janko kazal slajde iz kopa. Tako je to zgleda in zato bi jaz rad uvedel to tehniško gimnazijo, ki bi bila enaka gimnaziji, ima pa, to obstaja namreč, samo 2 predmeta, ki sta strokovna in direktno vertikalo pravzaprav na fakulteto. Zelo bi želel videti en poklicni program, 3-letni program na temo nizkih gradenj. Ali je to geolog, ali je to asfalter, ali karkoli tacga. Zato dejansko ni pokrito. Ko smo z gospodom Primožom govorili, moj zidar, moj tesar ni pač primeren za ta del. Kakorkoli, ali žičar ali tesar se mora k temu priučiti.
Tujci sem že omenil, mogoče razmislek v tej smeri. Dobijamo namreč, kar dobijamo iz Bosne, Makedonije, dobijamo in so končali osnovne šole, so odlični fantje. In v teh državah so jim sanje priti v Slovenijo. Drugo je tisti, ki pride z 20 leti v Slovenijo, pa hoče v Švico, pa imamo tudi take opisane, kar nekaj, 10 jih imamo na šoli, ki imajo že gimnazijo v Bosni narejeno. Tacga namo več videli. Ampak tistega z osnovno šolo bomo pa videli. In se super učijo, se naučijo jezika in bodo verjetno, ravno kot so bili nekoč, fantastični delavci. Mogoče za razmislek. Jaz bi marsikoga od vas in bom povabil na informativni dan, da v bistvu bodočim dijakom pokažete in poveste, da gradbeništvo pač ni kar neki, ampak da je to resna panoga, v kateri se splača, o kateri se splača dolgoročno razmišljati. In pa ne ta zadnja alinejca, mogoče bo kdaj prispela kakšna prošnja za kakšno materialno pomoč za gradbeno šolo, tega nismo zdaj delali, včasih je bilo pa tega sodelovanja ogromno. Pa rabimo, kaj delamo pa na maksimalnem nivoju, kolikor seveda zmoremo. Jaz se še enkrat zahvaljujem vsem, verjetno sem prekoračil rok, itak sem šolnik, delam na 45 minut, ne, tako da pa mi dajo pa 10 oziroma 5. Zahvala vsem, zahvala zopet gospodu Primežu in vsem vam in se vidimo še kje kdaj ob kakšni priložnosti. Hvala, Borut.